Bogastvo Evrope se skriva v njeni kulturni in zgodovinski raznolikosti. Vsaka država članica ima svojo zgodovino, svoje posebnosti ter svoja nacionalna in regionalna bogastva, na katere je ponosna. Kar pa nas resnično povezuje, so naše skupne vrednote. Te so temelj Evropske unije. Za poslansko skupino ELS-ED-EPP-ED to pomeni, da so ljudje in njihove pravice v ospredju. Spoštovanje človekovih pravic je osnova, na kateri temeljijo naše politike. Verjamemo v načelo solidarnosti. Zagovarjamo našo moralno odgovornost za ohranjanje človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Ukrepamo, kadarkoli in kjerkoli te pravice niso upoštevane. Človekovo dostojanstvo, enakost, svoboda, mir, pravica in solidarnost so pomembne univerzalne vrednote, ki usmerjajo naše delo. Nobene od teh vrednot ne smemo zanemariti in nobene ne smemo ločiti od drugih. Bogastvo Evrope je v njeni kulturni in zgodovinski raznolikosti. Vsaka država ima svojo zgodovino, svoje posebnosti ter nacionalne in regionalne zaklade, na katere smo ponosni. To, kar nas resnično povezuje, so skupne vrednote, na katerih temelji tudi Evropska unija. Za politično skupino Evropska ljudska stranka, Evropski demokrati, to pomeni, da so na prvem mestu ljudje in njihove pravice. Človekovo dostojanstvo, enakost, svoboda, mir, pravičnost in solidarnost so tudi univerzalne vrednote, zato so temelj našega dela. Naša evropska družina črpa iz najrazličnejših vplivov. Naša evropska identiteta se je oblikovala skozi stoletja. Izučile so nas grenke izkušnje vojne ter uničenja, saj smo zrasli pod vplivom zgodovinskih izkušenj. Iz naših judovsko-krščanskih korenin izvira koncept človeka, globoko zakoreninjenega v vrednoti svobode posameznika, ki se povezuje z osebno odgovornostjo, spoštovanjem človekovega dostojanstva in solidarnostjo. Antična Grčija nam je dala model demokracije, antični Rim pa temelje pravnega sistema. Razsvetljenstvo nam je prineslo svobodo razmišljanja in spoštovanje verske svobode. Poslanska skupina ELS-ED-EPP-ED podpira te vrednote. Verjamemo, da mora nadaljnji proces evropskega povezovanja temeljiti na teh skupnih vrednotah ter njihovem skupnem razumevanju, razlaganju in uresničevanju. Ob demografskih spremembah, ki smo jim priča danes v Evropi, družina je in ostaja osnova naše družbe. Poslanska skupina ELS-ED-EPP-ED še posebej zagovarja varstvo družinskih vrednot in zaščito svobode izobraževanja. Ti vrednoti sta osnovna stebra naše politične dejavnosti. Evropska identiteta se je oblikovala skozi stoletja in preko grenkih izkušenj v različnih medsebojnih sporih in vojnah. Te zgodovinske izkušnje pa so nam pomagale tudi napredovati in razvijati evropsko demokracijo. Naše židovsko-krščanske korenine so nas oblikovale v ljudi, ki močno verjamemo v vrednote, kot so posameznikova svoboda, povezana z osebno odgovornostjo, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakovrednost spolov, solidarnost in verska svoboda. V politični skupini Evropske ljudske stranke, Evropskih demokratov, si delimo te vrednote, ker vanje tudi verjamemo. Družina mora ostati temelj naše družbe, ker se z njo vse začne in konča. Zavzemamo se za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Spoštovanje človekovih pravic in človekovega dostojanstva ne sme biti omejeno samo na Evropsko unijo. Naša dolžnost je, da te univerzalne vrednote promoviramo po vsem svetu. Ko gre za človekove pravice, ne sme biti dvojnih meril. Ne moremo sklepati kompromisa med gospodarskimi ali političnimi cilji ter človekovimi pravicami. Vsako partnerstvo med Evropsko unijo in tretjimi državami mora temeljiti na skupnem spoštovanju človekovih pravic.
Nasprotujemo genocidu, etničnemu čiščenju, množičnim izgonom ali verskemu fanatizmu. Kratenje svobode izražanja ali nespoštovanje manjšinskih pravic za nas nikoli ne bo sprejemljivo. Evropa se je učila iz svojih lastnih izkušenj. Vemo, da morajo strpnost, sprava in medsebojno razumevanje temeljiti na resnici. Zato se zavzemamo zanjo. Kot Evropejke in Evropejci smo odgovorni, da si prizadevamo za spoštovanje univerzalnih človekovih pravic po vsem svetu, saj bo le tako svet boljši in mirnejši. Vsak mednarodni sporazum med Evropsko unijo in tretjimi državami mora temeljiti na vzajemnem spoštovanju človekovih pravic. Boriti se moramo proti genocidu in etničnemu čiščenju, masovnim pregonom in verskemu fanatizmu. Vedno bomo zagovarjali svobodo izražanja in spoštovanje pravic manjšin. Vemo, da morajo toleranca, sprava in skupno razumevanje temeljiti na resnici, zato si zanjo tudi prizadevamo.